pazi, kaj delaš z denarjem. Ne ga zadržati. Investiraj ga, varčuj, prvošči si nekaj, daj ga od sebe, sprejmi ga. Ne samo ga imeti pri sebi, torej, to je moje. Pa biti obseden sam z varčevanjem, to zadržuje energijo denarja. Pa če si nič nočeš prvoščiti zaradi tega, ker iščeš, ker se bojiš nečesa, pa varčuješ za te črne čase. Tam je najhujša manifestacijska. A vi veste, zakaj princip varčujem za težke čase nikoli ne bi smel biti dovoljen? A ti povem zakaj? Ker to pomeni, da imaš prostor za težke čase. Ti imaš sredstva, katere si ti namenila za težke čase. To pomeni, da podzavestno sprejemaš to, da prihajajo težki časi in si že pripravljena na njih. To se nikoli ne dela. To se nikoli ne govori. To je največja manifestacijska napaka, kar jo ljudje delajo. A to pomeni, da je ful butasto, da ljudje varčujejo? Ne. Ampak ne za težke čase. Zbrište to sploh iz svojega polja energije, nočete odpirati okna do tja, do tega manifestacijskega pekla, oprosti, prvič ta izraz je. Ti, če varčuješ, varčujem za vse potencialne želje in manifestacije. Če se odločim čez 3 leta, ukle se pa pojavlja neka priložnost in lahko tja investiram. Če se odločim, zdaj se hočem nekam preseliti in zdaj bom tam kupil hišo. Za vse potencialne manifestacijske priložnosti, ki jih zaenkrat še ne vidim, ampak vem pa, da se v življenju dostikrat zelo nepričakovano predstavijo, zato da sem pripravljena na njih. Torej, jaz ne želim biti pripravljena na težke čase, ampak na neznane manifestacijske priložnosti, za katere se je mnogokrat dokazalo, da pa v vesolju obstajajo. Absolutno. To pa zagotovo. A ne? In to je ena taka dobra ideja, da se to počne. In ljudje imajo kar dosti težav z energijo denarja, a veš, tega zadrževanja, nekega krča vmes, ali teh težkih časov pa tako naprej, in pol ta energijski tok denarja ne teče. Enostavno ne teče. In v tem primeru tukaj ti pomagajo tečaji, kot so denarni reiki. Poglej si ga. Denar. Zelo pereča tema, velikokrat prav v Sloveniji. Enega kujejo v nebo, drugi pravijo, da je to največje zlo tega sveta, resnica pa je verjetno čist nekje drugje. Denar je zemeljska oblika energije, s katero si izmenjavamo marsikaj. Vrednost, pa čas in tako dalje, pa kvaliteto, pa prostor, pa marsikaj poteka preko energije denarja na zemlji. In dejstvo je, da je denar dober zaradi tega, ker ga lahko uporabljamo za dobre namene. Ampak v Sloveniji je predvsem dostikrat začutiti, da je treba glede samega denarja kar prečistiti ena taka stara prepričanja, da je treba garati, da se je treba matrati, da si ne smeš preveč želeti, ker je to slabo, ker potem si pohlepan in tako dalje. Jaz bi rada z denarnim reikijem to zate spremenila, zato da bo denar postal tvoj prijatelj in zato da ga lahko uporabiš zase, za dobro in tudi morda pomagaš drugim ljudem. Zdaj si pa predstavljaj, da združiva dve energiji. Na eni strani združiva torej najmočnejšo zemeljsko energijo, to je dejstvo, da je denar, in na drugi strani združiva najmočnejšo energijsko zdravilno tehniko, katero poznajo vsi in poznamo vsi, in to je reiki. Zdaj si pa predstavljali, da imamo te dve tako močni manifestaciji in da jih združimo v enem tečaju na spletu. In to bom jaz naredila zate. Zate imam čisto na novo skanaliziran tečaj denarni reiki, kateri ti bo pomagal pri vzorci glede denarja. Kako lahko o njem razmišljaš, kako lahko zate dela, kako ga lahko manifestiraš, kako ga lahko uporabljaš za nove ideje, pa za svoje življenjske poslanstvo in še in še.
če čutiš, da moraš z denarjem nekako, bi jaz rekla, skleniti prijateljstvo ali pa mogoče celo skleniti mir, potem jaz mislim, da je denarni reiki prava odločitev zate. Na koncu seveda dobiš tudi en tak simpatičen certifikat, posnetki dogodka so tvoji zavedno, pripravila bom pa še kakšno darilo, zato ker mislim, da si ga zaslužiš. In če te je tole v tem trenutku pritegnilo, potem je pravi trenutek, da si naklikaš povezavo in se mi pridružiš.